In tu je v tem studiu. Bilo nas je malo strah, ker so zastoji na štajerski avtocesti, ampak ni ovir za njega. Jernej Dirnbek, Dimek, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Za pravi radio, magari po lufti. Pravijo. Toliko stvari je, o katerih bi se morali pogovarjati, ampak moram začeti z eno anekdoto. Pred 30 leti, nekje zdaj par mesecev gor ali dol, ko je bila zunaj črtica, se spomnim, da je bil takrat, sem delal intervju s tabo in Fikijem in takrat sta prišla s katerco in kuferamom polnim piva. In že takrat smo rekli, ta dva sta pa tako je to ti komad. Veš kaj, tisti katerci je hladilnik malo puščal, pole pa vedno treba bilo imeti kako zalogo tekočine, če slučajno obstaneš, pa da je treba to nekako zafilati nazaj, ne? Zdaj pa, kaj če človek vodo prevažati, ne? Kaj pa če človeku zgine potrebna tekočina, pa je treba nadomestiti, tako da smo mi da eno tako srednjo pot iskali. In jo uspešno našla. In potem iz te praktično zajebancije je vse skupaj preraslo v, ko danes tukaj stojimo, pa gledamo nazaj v legendo. Postali ste pač mi dva eden od, bomo rekli, temeljev ali pa temeljnih bendov v zgodovini naše popkulture. Mislim, hvala lepa za ta kompliment. Res je, da takrat po prvi skladbi, črtici in prvem albumu ni noben od naju razmišljal, da bi z tega lahko ratalo kaj resnega. Pač šla smo delati muziko zaradi tega, ker smo imela dosti prostega časa, ker smo imela neke te kreativne ideje, pa se nam je zdelo fajn kaj ustvariti, nekaj, kar lahko komu pokažeš, pa da še pol komu všeč, toliko boljše. Ja, pol so pa pesmi, albumu sledili živi nastopi so dali spet voljo za to, da še kaj novega napišeš in zgodba se je začela sama od sebe nekako odvijati. In evo, danes smo tu 30 let, ko je treba počasi razmišljati o tem, da bomo prostor prepustili kakemu drugemu. Kaj ne govoriš? Ne, se pa ne gre za to, se pogleda Rolling Stonese. Veš, kaj ti hočem reči? Nimajo vsi Richardsovih genov. Ja, pa druge, verjetno, ne? Ampak ker nekaj mora biti hudega. Ne, ampak dejstvo je, da to je pač brezčasno, kar počnete in ne glede na to, s kakim tempom, ki se bo morda nekoliko upočasnil, še vseeno se mi zdi, da imate toliko zapovedati. In kar je zelo zanimivo in super in po čemer ste bili unikatni, je, da se niste nikoli delali, da ste nekaj, kar niste. Ne, in tudi ta neka rudimentarnost oziroma ta rudimentarni štih, okolje, iz katerega izhajate, je bilo vse skozi, ta ljudskost prisotna v tekstih. No, sej to ni nobenega načrta zadaj, pač dejstvo je, da prihajamo iz majhnega kraja, iz Rogatca, da smo rasli gor v lokalnih bifejih, poslušali te lokalne zgodbe. Značilnost recimo malega kraja v primerjavi z mestom je, da so tam v bifeju obiskovalci hkrati stari med 15 pa 70 let. No, da to niso profilirani prostori, kjer bi se poslušala samo taka glasba ali bi se družili samo podobno izobraženi, podobno misleči ljudje, ampak imaš nek presek in tam res slišiš marsikaj zanimivega. In potem, ko smo pač začeli malo bolj intenzivno naše pesmi pisati, smo rasli gor na teh zgodbah, smo jih komponirali v naše prve skladbe in je izpadlo, da je to nek precej posrečen recept, ker vse Slovenija je bolj ali manj eno veliko podeželje in ni čudno, da so nas na raznih koncih sprejeli in se našli v teh zgodbah, ne? Ja, definitivno, ampak ob tem je se veš, teh zgodb je ogromno, ampak jih znati predstaviti, pripeljati in hkrati imeti tako neko življenjsko modrost, ki se skriva, zdaj pri nekaterih bolj direktno, pri nekaterih bolj subliminalno. Ne, meni je še vedno, včasih, ko imam res polno glavo, si dam gor večer pod Ruderkovo gorco in jaz, glej, brez heca, ne, ta pesem me zna scentrirati v pravih momentih. Ja, je res iskreno napisana, ker ta Rudekova gorca je ena gorca nad Rogatcem, v kateri smo posebej s Tončom zelo veliko krat iskala miru in vedrine. Tale Rudi je en najin prijatelj, zdaj že pokojn, žal.
ki si je znal vzeti čas, potem smo mi trije posedali tam na ganjku, na verandi, gledali sončni zahod, pa pol prve zvezde, pa tu pa tam pa tudi svitanje. No? Se zgodi, ne? Pri vsakem pravem večeru, vsak pravi večer je tisti, ki ga zjutraj povežeš, pravijo, ne? Oziroma legendarni. No kaj je nastal tam tudi vers Vino večna čas in slava? Ta je pa iz pesme Najrajši bom pa s teboj pil. Ja. Je pa Tončev, tako da si ne upam njegove imenu trditi, samo glede na to, kakrat je hodil v to gor, ne bi bilo čudno. Okay, in ogromno stvari se bomo z Jernejem pogovarjali, ampak čas je, da si malo kaj zavrtimo tudi, ampak najprej, seveda Toplice so eden od tistih, od vaših, če sem že Rolling Stonesov omenil, Satisfaction, komado, ki ga morate igrati in zdaj ima nadaljevanje imenovano Mokra radost. Zdaj sta ona dva starejša, zdaj sta ona dva drugačna, zdaj ona dva podoživljata neke spomine in hkrati je seveda naslov dvopomenka. Seveda. Ja. Pač ne hodita več v Toplice, zdaj hodita v terme. Ja, seveda. Ne hodita več na najvišjo skakalnico na zunanjem bazenu, ampak gresta lepo v savno. V osnovi sta pa noter še vedno enaka, še vedno taka skrivna zaljubljenca, ki ima pač ni bilo usojeno preživeti življenja skupaj, ampak ko se srečata, sta pa noro vesela in srečna. In to je Mokra radost, nadaljevanje Toplic. Dimek je naš gost, še ostaja, nadaljujemo takoj potem. Mokra radost, mi dva, Dimek je naš gost danes jutraj, še vedno še enkrat dobro jutro. Dobro jutro, Borec iz Štajerske avtoceste danes jutraj proti Mariboru, kjer so zastoji od Ramelj proti Konjicam. Pogovarjamo se seveda tudi o veliki obletnici. 30 let boste praznovali v Stožicah, 4. oktobra je koncert. Jeger ima karte že? Ja, že imam karte, jaz sem jih dobil za rojstni dan že lani. Daj nehaj. Ja. Bravo. Apropo karte, ful dobro grejo, ne? Ja, samo ta zgornji ring je še na voljo, približno polovica tistih. Tako da, glede na tempo, jaz računam tule, nekje do konca maja bo zadeva zaključena. Pa brez pritiska. Ja, nobenega ne forsira. Ne, za vas nisla, za vas, ker 10 jurjev je hkrati seveda velik poklon, sploh če toliko prej gre, in hkrati tudi velika odgovornost. Ne vem, kdo si je življenje zamislil na ta način, da vedno, ko imaš, recimo, korenček mora biti še palca. Absolutno. Isto stvar me zdaj sprašujejo, reče 30-letnica. Ja, super je, da smo 30 let skupaj, samo ko pa človek pomisli, da je 30 let starejši, kot takrat, ko je začel, ne? Pa da bojo počasi začele vse tiste težave, o katerih jamrajo ljudje naših let, ne? Pa nisi več tak fejs vesel. Ja, zato, ker ko boš pač moral redno ob 3 zjutraj na WC brez, da bi bil buden do takrat, ne? To, ker, kaj se ti smeješ, Jeger? Nič. Drugače pa, seveda je Matic je tudi en od vaših večjih fanov, je bil tudi na 20. obletnici. Na 20. je bilo vrhunsko, v Hali Tivoli je bila. In zdaj 30 v Stožicah, kaj posebnega pripravljamo. Jaz recimo, prej smo se pogovarjali, sem vprašal, če bomo kolilni na odru. Kaj posebnega pripravljamo? Ja. Najenostavneje to strnem v to. Vsi, ki pričakujejo, da bodo tam videli številne glasbene goste, simfonični orkester, plesalce, ognjemet in še kaj podobnega, naj jim takoj povem, da jih ne bodo videli. Odlično. Mi dva bomo nastopili točno taki, kot nas najbolj poznate. Vrhunsko. Se pravi v osnovni zasedbi z našim najbolj klasičnim in najboljšim glasbenim programom, kaj bomo pa posvečali res veliko pozornosti, je pa to, da se nas bo dobro videlo in dobro slišalo, ne glede na to, kje bo pač obiskovalec sedel. Okay. Torej, da bojo zasloni dovolj veliki, da bojo tudi tisti izpod stropa ali pa iz zadnje vrste imeli kaj od koncerta, da bomo zvok optimizirali, koliko se ga da za se da. Areno Stožice. Ja, dobri bendi to naredijo in bomo probali temu zgledu slediti.
No in to je to, kar lahko povem. No, pa ne bomo čisto kratki. Dobro, okay. No, to me veseli. Težko je pač res zbrati, da bi pač boste se potrudili in verjamem, da vam bo uspelo večino zadovoljiti. Dobro, ta video pa veliki zasloni, realno gledano, ne, pač se veš, ste bolj za poslušati, ko zagledati, ampak dobro. Tako, se strinjam. Ja. Ampak veš, kaj te zasloni omogočajo tudi, da vmes kako lepo punco gor pokažeš. Opaja. Bravo. Drugače pa še ena anekdota, ki se je ne boš spomnil, in ljudje, ki to poslušajo, si bojo mislili, da smo mi ne vem kako povezani, ampak bilo je tudi bolj na začetku vaše kariere, takrat ste že nastopali kot band, takrat je že bil Srajca zraven, pa Peter Bobnar in tak dalje, in bil je en nastop v Evroparku, ne vem, pač neki dogodek je bil, jaz sem takrat to vodil, dolga leta, to je vsaj 25 let nazaj. Ko smo igrali gor nad kafičom na... Ja, se spomniš? Se spomnim tega, ja. In tam smo v Zaoderju smo stali in smo se pogovarjali in se je tam rodil in prav ti si to rekel, ena od življenjskih modrosti, ki jo rad še naprej, vsa ta leta kasneje tudi jaz povem, ker je en band pred vami nastopal, bile so ene punce, ki so pač dosti plesale in bolj malo pele in smo se nekaj pogovarjali o razliki in si ti rekel, glej, če znaš pet, ne raj znati plesati. Pa doj. Ja, nočem pa je rekel. To je res. Hočem povedati, ne, in tak efekt imate na ljudi za to svojo osebnostjo in originalnostjo. Veš, kak si me zdaj zasekiral? Zakaj? Zato, ker ta zgodba, ta življenjska resnica velja tudi kontra očitno. Ja, absolutno. No, in mene je moja v zadnjem letu prepričala, da smo začela hoditi na swing. In kaj naj si zdaj mislim o mojem petju? Ne vemo še, dokler te ne vidimo plesati. Tako, ja. Plesna točka, mogoče vseeno, taka kratka. Hvala. Ne, na koncertu. Ne bi. Ampak zanimivi so bili tudi vmes, da ste imeli recimo temu eno ustvarjalno pauzo, to je verjetno tudi normalno. Ja, pač, ker se nam nikam ne mudi, smo si dovolili, da si privoščimo toliko časa, da se ideje naberejo. Zdaj se jih je nabralo veliko, imam pa drugi problem, da je veliko špilov in snemamo bolj počasi, ko bi radi. No? Ampak, če bo vse po sreči, vsaj do oktobra še ena skladba pride ven, recimo nekje do konca naslednjega leta, pa da bi tudi naš naslednji album zaključili. Vam pa lahko kot prvim izdam naslov. Opa. Prosim. Tak zelo optimističen je in napoveduje, da nikoli ne mislimo nehati. Album bo naslov Do britkega konca. Dobro. To je kar močna izjava, bomo rekli, ne? In hvala Bogu, da tak super. Drugače, kako vam je uspelo to je vprašanje, ki ga moramo postaviti vsaki skupini, ki tako dolgo traja in vztraja, ker vemo, to je ena posebna dinamika in da je en tak uspešen band noter tudi ene posebne osebnosti, ne? Kak ste uspeli najti to vašo formulo oziroma če tudi celo obstaja, da ste tako uspešni in še vedno skupaj in še vedno ustvarjate? Ja, sigurno je glavni razlog v tem, da smo 4 od 5 članov tega benda že otroški prijatelji, ki smo se družili še predne smo prvi bend v osnovni šoli naredili skupaj. Aha, okay. In v Rogatcu pač več eno drugem vse, mi smo se poznali in pol ti pač nek razlog, kot je to, da imaš skupaj bend, res ne more pokvariti neke navezanosti, ki je bila tu prisotna že dosti prej. Okay. In tudi zdaj skozi vsa ta leta seveda pride kdaj do kakega nesoglasja, seveda pride kdaj do različnih pogledov, ampak veš, da je tisto manj pomembno v primerjavi s tem, da mi ostanemo dobri en z drugim in na ta način to rešujemo in smo vedno znali, mislim, da vsak pri sebi se prav čas staviti, ne trmariti po vsej sili, ampak da prednost neki skupnemu razumevanju. Ja. No evo, razumevanje, sklepanje kompromisov, tako v vsakem dobrem zakonu v bistvu ne velja. Je pa, zanimiva posledica tega pa je, da precej težko sprejemamo pa druge ljudi noter, ker smo mi tako navajeni en drugega, pa navajeni, da lahko vsakemu pa čisto vse rečeš, kaj hočeš, ne? Tako da tisti, ki so se pol kasneje pridružili, bodi si kot glasbeniki, bodi si kot člani ekipe,
morajo imeti tudi debelo kožo. Ne, Jeger, bi to vedel, kak je pri nas prej. Ne vem. Računati na dolgo prehodno obdobje, ampak ko so enkrat naši, so pa naši forever. Zavedno, ne? Super, ne? To je res vrhunsko. In zdaj teh zgodb je ogromno. Zdaj hočem povedati tudi to, da zanimivi projekti so se vmes rojevali tudi, ne? Tudi literarni mimogrede, ne? Čestitke. Hvala. Res. In kako to vse usklajujete, lahko tudi z ostalimi stvarmi, ki jih počnete, ne? Pa sej, ko je človek mlajši, ima te energije veliko, ne? In na srečo smo te neke stvari, kot je bila biografija, pa dokumentarni film, pa neke te literarne izdaje, zakrivili že tam pred 50 letom, ne? Aha, okay. Ko je človek še poln, ko mu šprica testosteron in ostali pomembni elementi. Pol si pa lahko začneš časom tudi malo umirjati in to je ravno ona pauza, ki smo jo prej omenjala, da pač od ene do druge izdaje mine malo več časa. Pa še nekaj je, no. Skupini je vse skozi pomalem rasla popularnost in to je rezultiralo tudi v tem, da smo zdaj že, recimo jaz 8 let, kak drugi član benda še dlje, se lahko ukvarjamo samo z muziko. 10-15 let nazaj to ni bilo mogoče, v tem zadnjem obdobju pa je in kot je enkrat to glavna dejavnost, pol pa imaš res časa dosti, da se No in seveda si zaslužite in da bi še boljše in še dolgo živeli od muzike, to vam seveda mi želimo. Stožice bodo razprodane, predtem se aprila tudi vidimo v Mariboru, kjer pa boste imeli akustični koncert v SNG-u, ne? Ja, mislim, da je 12. Točno, april, 12. je. SNG-u, ki je tudi že menda razprodan, ampak ne glede na to se bomo potrudili. Drugače pa menda se maja spet vidimo. Aha, to je tudi ena debata, ne, da se vidimo maja. Ne? In ne samo vidimo, tudi slišimo. Tako je, pravi čas boste dobili vse informacije. Tako da, Dimek, se pravi, mi bi se lahko tu zgleda menili ure in ure, pač časa malo sfali, čas je hin, tako kot je naslov tega vašega novega, enega od vaših novih komadov, ki ga bomo zdaj še slišali. Hvala za obisk, vse dobro in želimo... Ostanite še, ne? Da ne bi bridki konec, ki se obeta vsem nam prišel prehitro. Hvala lepa, jaz bi pa tudi zaželel en lep dan vsem poslušalcem tega radija, pa vam uspešno in nad vse dolgotrajno kariero. Hvala lepa. Dimek je bil to.